N1 podcast s Suzano Lovec. Včeraj je bila potrjena vlada Janeza Janše, četrta vlada Janeza Janše. Za komentar politične situacije in dogajanja sta z mano v N1 podcastu danes dva dobra poznavalca slovenske politike. Spremljate jo že več desetletij. Tanja Gobec, voditeljica oddaje Politično na javni televiziji, in Ali Žerdin, urednik sobotne priloge na časopisu Delo. Dobrodošla. Živjo. Dober dan. Torej, mi smo danes petek, zgodaj popoldne, dan po potrditvi vlade in po prvi seji vlade. Kako drugačna je Slovenija zdaj, za koliko se je obrnil kurz države, Ali? Mislim, tukaj je treba gledati od segmenta do segmenta. Ponekod je kurs drugačen, morda za 5-10%, ponekod bo pa kar za 90-120 stopinj. Recimo, kar se tiče zunanje politike, bo kar nekaj drugačnih poudarkov, se pravi, zdaj ta stalnica Evropska unija, NATO, to ostaja. Drugi poudarki, ki so pa simbolno pomembni, se pa izrazito spreminjajo. Zdaj, nekaj sprememb je očitno pri finančni politiki, davčni politiki, ampak to bomo morali še videti, zaradi tega, ker te davčne spremembe, ki so se do zdaj odvijale, so se odvijale ne, da bi mi imeli finančnega ministra, ker je tako mimogrede nekoliko čudaško. Ponekod pa lahko, po moji oceni, pričakujemo neko evolutivno politiko, ki ne bo pretirano pretresala te skupnosti. Tanja? Jaz mislim, da bomo šele videli, koliko se bi strinjala ponekod manj odstotkov kot druge, koliko pa kje. Jaz mislim, da absolutno še moramo počakati na prve poteze. Mislim, da včerajšnja prva seja vlade ne pove skoraj ničesar. Je nekaj nakazala zaslišanje zunanjega ministra, zdaj zunanjega ministra, prej še kandidata, je nakazalo nekaj pravosodni resor, čakamo kaj in kako, kaj bo, ko bodo besede meso postale. Tako da jaz ne bi znala oceniti, kako strašen obrat bo, razen to, kar smo videli včeraj, da prelom z temo Palestina, umik zastave nekaj minut potem, ko so prisegli ministri v državnem zboru. Še preden je Janez Janša prišel v vladno palačo, je bila umaknjena palestinska zastava. Da, takoj po prisegi, ker sem bila tam, preden je aktualni predsednik prišel na sejo vlade, pa je že ni bilo, tako da, prva poteza je to bila in potem zvečer napoved izraelskega zunanjega ministra, veleposlaništvo v Sloveniji, kar je, mislim, da presenetilo zunanjega ministra, ko je prihajal iz seje vlade. Ga je, mislim, da celo vaš novinar vprašal, kaj misli o tem, pa je rekel, če je vaša informacija točna, sem vesel veleposlaništva, potem pa seveda zdaj vemo, da se je zunanji minister Kajzer pogovarjal po telefonu in da mu je izraelski povedal o tem veleposlaništvu. Tako da, kam, v katero smer, pri nekaterih ključnih stvareh, kjer čakamo, zdravstvo, pravosodje, ta skok, malo vemo, v katero smer bo šlo, po moje. Se vrnemo potem k Izraelu in Palestini, ampak vlada je na tej prvi seji, ki jo omenjaš, opravila okoli 70 kadrovskih postavitev in zamenjav, kar je približno 10 več, kot jih je na ustanovni seji pred 4 leti vlada Roberta Goloba, tako sta Meta Roglič in Miha Orešnik, naša dva, poročala. Je pa Janša pred tem v državnem zboru rekel, da za razliko od prejšnje vlade, ki je govorila o čiščenju janšistov, oni ne bodo čistili golobistov. Kaj lahko glede na te spremembe, te menjave, kaj rečemo o tej izjavi že ali ne? Razlika je v tem, res je to, kar so nekateri, da je nadzornike Borzena, Elesa in tako naprej, to je res naredila prejšnja vlada tudi pred 4 leti. Za policijo smo vedeli, pri Sovi je bilo še do pred kratkim je bilo rečeno, da bi lahko direktor Sove Kadivnik ostal in da je v bistvu pri Black Cubu se spremenilo, tako da te zamenjave so bile pričakovane. Nepričakovanje zagotovo direktor Fursa. To se še ni zgodilo na prvi seji vlade, nobene.
Prejšnjič, kot vemo, je bil tako zamenjan zelo v kratkem roku po prisegi tretje vlade Janševe direktor statističnega urada, pa takrat vemo, da je celo nekaj Evropa protestirala. Takih organov se pač to se ne počne. Tako da on je presenečenje. Direktor Fursa na prvi seji vlade je vendarle presenečenje, drugo so pa državni sekretarji, ja, nekaj tudi takih, ki malo dvigujejo obrvi zamenjav, ampak Furs je zunaj tega, kar ponavadi počnejo ob menjavi vlade. Ali, če pogledamo v zgodovino, je oziroma ali bo ta Janševa vladna drugačna kot njegove prejšnje vlade? Kako? Janša je na dan izvolitve izrekel eno željo, da bi živel v nekem dolgočasnem mandatu. Po drugi strani pa on polnokrven politik in hkrati politik, ki tako čist osebno, psihološko kar velik da na adrenalin. In zaradi tega, ker velik da na adrenalin, si jaz ne predstavljam, da bi on peljal prihajajoči mandat na način, ko bi bil dolgočasen. Kaj je dolgočasen mandat? Dolgočasen mandat je mandat, ki teče, ko se stvari dogajajo evolutivno, ko se stvari odvijajo konsenzualno, ali pa do neke mere konsenzualno, ko se gre pogledati, pač kaj so sredinske vrednote te skupnosti in se potem približno v to smer gre. Še ne par takih stvari je, ki mandat naredijo dolgočasen. Mednarodne okoliščine, v katerih smo, so toliko zapletene, da že zaradi svetovne situacije nekega dolgčasa na političnem prizorišču v Sloveniji ne bo. Tako da bi jaz pričakoval, da tako rečem, dinamičen mandat. Veliko se bo dogajalo. Praviloma so pa ti ključni dogodki skoncentrirani vedno v prvih dneh, tednih, mesecih, potem se pa zadeve nekoliko umirijo. Pričakuješ dolgočasen mandat? Je bila katera vlada Janeza Janše že dolgočasna? Ne, in tudi ta po mojem ne bo. Ko je rekel dolgočasna, to je večkrat ponovil. Ko je bil mandatar tudi v kakšnem studiu in zdaj, ko je predstavljal ekipo, on to misli, da se ene stvari, ki jih je treba narediti, da ostanejo znotraj te koalicije oziroma koalicija plus resnica in da iz tega ni medijske drame. To on misli, ko reče dolgočasno, da bi bilo sicer po temah dolgočasno, pa dolžna sem ti, ko si rekla prej, ne bomo čistili golobistov, kot so oni janšiste. To je bila res izjava, ki je zaznamovala na nek način cel mandat Roberta Goloba, ta izraz bomo janšiste, čeprav vemo, kaj je govoril tudi okrog kadrov, ki so po njegovem, takrat, ko je naskakoval vlado oziroma prepričeval volivce Golob, tisti, ki so zlorabili svoja pooblastila in tako naprej, ampak ta izraz janšisti res ni bil dobro sprejet na nobeni strani in so da Janša to zdaj pravi, mi ne bomo golobistov razreševali oziroma jih odstranjevali od koderkoli, on pravi, ampak tiste, ki so slabo delali, pa bomo, samo ne bomo prodali pod golobiste, Golobistov ne, golobnjak pa bodo čistili, Vidva oba predsednika vlade, sedanjega Janeza Janšo, v vseh njegovih funkcijah spremljata že v bistvu praktično vso svojo kariero. Sta novinarja z izjemno bogatimi novinarskimi izkušnjami. Kaj bi rekla, če vaju nekdo vpraša, kdo je Janez Janša, kako ga vidva vidita in ocenjujeta in to njegovo pot? Mislim, on je nogometaš, ki čaka v napadu, da dobi dobro podajo in potem da gol. To je Janez Janša. In Golob mu je v bistvu ne, da bi hotel sam dobro podal, Ne, Golob je z drugega športa, je slalom na divjih vodah, kolikor vem. Tukaj, če gre za športne primerjave, sta po moji oceni precej različna.
Ta Janševa želja dati gol, ne, je pa zelo močna. Zdaj jaz ne vem, kako je z njegovo nogometno kariero zdaj tik pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu. Ne, ima pač 67 let in pri 67 letih ima človek pravico, da nogomet samo še gleda, ni ga več treba brcati. Ampak to je neka značajska lastnost, ne? Čakati podajo pa dati gol. Zato sem hotela reči, da v bistvu je na neke sorte avtogol bil to Golobov, ne? To, da je v podaljških prišlo do tega sestavljanja vlade, ki je proforma manjšinska, de facto pa ne. Če vlečemo usporednice med politiko pa nogometom, ne, se pravi, mi smo imeli tekmo, ki je trajala 90 minut in v teh 90 minutah je Gibanje Svoboda imelo neko minimalno prednost, ampak ne za dosti velike prednosti, da bi rekli, da je tekma odločena. Zdaj, podaljški se pa v politiki ne igrajo tako, da volilke pa volilce še enkrat pokličemo na volišča pa do glasovalnih kabin, ampak se v podaljških tekma odloči glede na to, kdo je bolj spreten pri sestavljanju vladajoče koalicije. Ne? Dej, tukaj je Janša v enih podaljških pred 15 leti že sestavil vladajočo koalicijo, medtem ko Janković Zoran pričakoval, da mu bo vlada sama od sebe padla, sama od sebe se sestavlja, ne, nam rekel padla skup, ker ima to različne pomene. Ne. Janković je 15 let nazaj čakal, da se bo vlada sestavila sama od sebe. Zdaj, Golob je pa tudi nekako računal, ne, da bo to se sestavil samo od sebe, dokler ni ugotovil, ne, zdaj tlele je en trojček, pa tlele je en še bolj zapleten trojček, ne, pa neke razvojne podkoalicije, skratka, neki zabavni gledališki manevri so se odvijali in ko so se odvili, je Golob, roko na srce, ne, ni imel dobrih kart. Je ugotovil, da niti približno ne more sestaviti koalicije. Tanja, delno se strinjam. Mislim, da je imel boljše karte, čeprav nisem kakšen strašen kartaš, ampak mislim, da je imel Golob boljše karte, kot jih je odigral. Ampak ne glede na to, kaj si rekel, ali kako od Jankovića, pa tudi Golob, kako v bistvu nista uspela kljub zmagi sestaviti vlade. Mislim, da je treba reči, da Janša očitno pač ima nekaj, da mu to uspe. Njemu so, ti si rekel skup padeti, pa da ni dober izraz. Jaz pravim, da so mu v objem padli ljudje, ki so govorili zadnjega pol leta, zadnje leto ali pa cel mesec volilne kampanje, z njim pa ne. In če tukaj prosti, tako je ti... kar. Ja, ko je Matej Tonin, vemo, kako je on odšel iz vrha NSI-ja, njegova špura, smer je bila taka, da pač ne z njim več z Janšo kot predsednikom stranke, z SDS-om, so zamenjali njega in kurs je drugačen. Nazadnje, ko sem seveda vprašala, ne, kako pa zdaj s tem, pa Nova Slovenija, pa v tej koaliciji, očitno sem podcenil Janeza Janšo. Mislim, da je to odgovor na marsikaj. Njemu je skupaj zletela vlada. Na začetku je izgledalo, kot da si je sploh ne želi, da misli, da ima celo nasprotnik Golob, da ima boljše karte in da bo sestavil, ne. K njemu je prišel ta trojček. Oni so se po vseh informacijah dosegljivi, so se oni, še posebej Jernej Vrtovec, ne, oni se najprej dobijo skupaj in pridejo do Janše, češ mi ti damo podporo, če boš le ti predsednik vlade, da ne gremo na drugo stran. Ali pa, če gledaš kabinet, ne, obe veva, ne, mislim, vsi trije vemo, ne, Nika Dolinar,
ona je z njim od prve vlade, ne? To je na nek način umetnost, da imaš ti ljudi, ki jih potegneš takrat, ko si spet predsednik vlade, da jih med ožje sodelavce, da ti pridejo, da ti pomagajo. En kup pa tudi Vinko Gorenak, recimo, že v pokoju, pa Predalič pride nazaj, Šircelj, minister Šircelj iz pokoja. Medtem ko se je pri Robertu Golobu velikokrat reklo, in to so rekli njihovi, to nismo rekli mediji, to so rekli njegovi ljudje, ne, rad vrže čez ramo, ne. Tako da kombinacija po moje vsega. Ne, sem hotela samo dodati, da ne samo niso padli v objem samo tisti, ki so še do nedavnega kampanji se držali proč, ampak tudi tisti, ki so pod njegovo prejšnjo vlado protestirali, ne, proti njegovi vladi in proti njemu. Začasni sicer VD, generalni direktor policije, ne, gospod Lorber, on je bil v času teh istih protestov, oktobra, takrat najbolj medijsko izpostavljenih protestov, je bil glavni, ne. Tako da tukaj je sporočilo za resnico, ki sicer pravi, da ministra Hojsa nam je pa uspelo, ne, v tem smislu ni lep izraz, ampak zminirati, po mojih informacijah lahko ne držijo. Niso zminirali, ne. Po moje niso, da je imel pač Franci Matos, menda ne prvič, to je povedal javno, da ni prvič dobil ponudbe za notranjega ministra in je pač Janša čakal, ali se bo odločil ali ne, pa se pač Matos zdaj odločil, da Hojs po mojih informacijah v nobenem primeru ne bi bil. Lahko pa, da je res, se veš, danes je tako pač informacije, eno rečejo tako, eno rečejo brez kamere, eno pred kamero. Lahko pa, da je res to, kar pravi resnica, da so šli, da je šel Stevanovič do Janše in je rekel, če bo Hojs, ne bomo podprli vladne ekipe. Moje informacije niso take, pravim pa, lahko pa v tej mlakuži informacij pa lahko, da je res, ne vem. Ali kako ti vidiš to relacijo med Janšo pa Stevanovičem? Zdaj, vidim jo, ko vidim fotografijo, ki je bila narejena na dan, Živulović je naredil, ne, ko se rokujeta, ne, in je to rokovanje zelo udanostno, ne. Se pravi, to je rokovanje, s katerim sporoča, da obžaluje vse te notarsko overjene podpise, ne, s tabo pa ne grem v koalicijo, ne, da obžaluje vsako malo težjo besedo, ki jo je izrekel na račun Janeza Janše. Se pravi, gre za rokovanje, v katerem jaz prepoznam elemente prošnje za odpuščanje. Prepoznam elemente kesanja in prepoznam elemente obljube vdanosti. Zdaj, v tem rokovanju, ne, kakršno je bilo, vidim dosti bolj globoka jamstva kot v nekem notarsko overjenem podpisu, s katerim je Stevanovič precej mahal v predvolilni kampanji. Danes se pa lahko na ta račun pač iskreno zabavamo, ne. Tist stisk roke, tist pa je sporočilo, ne. Zaveza. Zaveza. On je sicer rekel, da je dneve predtem enako stisnil roko in tudi pač objavil predsednici republike, da njegov stisk roke je vedno tak. Ampak jaz se strinjam s tabo, prosti, če sem prekinila, da v bistvu odnos med Janšo pa Stevanovičem je zdaj, kar jaz tako spremljam in zakonodajo in vse, kar se dogaja, precej boljši, kot utegne biti s kom drugim iz njegove koalicije. En tak vtis je... Da je resnica zanesljiv partner SDS-u. To ne bi takoj vnaprej rekla, mislim, zagotovo nekaj časa da, ker zunaj so, če to ne, potem so zunaj predčasne volitve in jih resnica, pa še kdo si jih ne želi. Ampak prav osebni odnos kot politika, Zoran Stevanovič, Janez Janša, mislim, da sta
predvsej bolje drug z drugim, kot zgleda na prvi vtis, pa mogoče celo bolje kot kdorkoli. Da, v ekipi, ki niso njegovi Janševi najožji tesni sodelavci odprej. Black Cube in posledica tega dogajanja na ta mandat, kje jih vidita in kako? Tukaj vemo, sta tudi dve pritožbi na Ustavno sodišče šli zaradi domnevnega vplivanja iz tujine na volitve. Torej, kako bo ta Black Cube afera zaznamovala ta mandat, če? Zdaj, da bi Ustavno sodišče reklo, tukaj je padla neka črna kocka, dajmo mi razveljaviti tele volitve, pa se vidimo ponovno septembra na voliščih, v to jaz ne verjamem. Kar pričakujem je kakšno ločeno mnenje kakšne sodnice ustavne ali pa ustavnega sodnika, zaradi tega, ker je treba določene stvari tukaj tudi na ustavnopravni ravni elaborirati, razložiti. Ne pravim pa, a bo to pritrdilno ali odklonilno ločeno mnenje. Ne vem. Obstaja tudi možnost, da se Ustavno sodišče odloči, da zaradi procesnih razlogov te materije niti ne vzame v obravnavo, kar bi bilo morda nekoliko nam rekel neprimerno, ampak bi osebno to obžaloval. Z moje osebno laično stališče, ker nisem pravnik. Zdaj, sicer zadeva Black Cube oziroma govorjenje o korupciji, posnetki objavljeni na spletni strani Anti-Corruption 2026 so v določeni meri determinirali polje razprave v predvolilnem obdobju. So. Se pravi, glede tega, ali so ti posnetki vplivali na volilno razpoloženje, glede tega ni dvoma. Drugič, na volilno razpoloženje je vplivalo tudi razkritje, da je prišlo do vmešavanja v slovenski volilni proces, in je tudi to po svoje, po moji oceni, za določen odstotek dvignilo volilno udeležbo. Seveda je pa nemogoče zdaj ugibati, koliko je en del zgodbe vplival na volilni rezultat, koliko je drug del zgodbe vplival na volilni rezultat. Tretjič, zdaj, usluge nekega tujega podjetja, ki se ukvarja z obveščevalno dejavnostjo, so pa kar drage. Dej, na kakšen način bo ta dolg zaprt, se meni ne sanja, je pa treba biti na to, po moji oceni, zelo pozoren, in bo verjetno v prihodnosti marsikatera poteza interpretirana skozi to optiko. Če gremo gledati volilne rejtinge pred začetkom te zgodbe in v zadnjih dneh pred samimi volitvami, bomo videli, da je v tem obdobju Gibanje Svoboda nekaj zaostanka nadoknadila in bila na koncu nekoliko bolj uspešna od SDS-a. Res pa je, da tukaj spet ne moramo vedeti, a je Svoboda dobila nekoliko več glasov na račun dveh ostalih koalicijskih strank ali zaradi mobilizacije povezane s črno kocko. Zdaj, kar si ti prej že povedala,
prva stvar še pred prihodom Janše v vladno palačo, skinili so palestinsko zastavo, ki je tam 2 leti visela, s pročelja vlade, in ta včerajšnja vest, izraelski zunanji minister napovedal odprtje veleposlaništva. Če sta prej govorila, da se bo po segmentih, različni segmenti politike različen odstotek, lahko tle rečemo, da je zasuk za 180 stopinj v tem delu zunanje politike, recimo. Da, mislim, aktualna opozicija je to tudi pri zaslišanju kandidata še takrat za zunanjega ministra je govorila v tej smeri in tudi sicer komunicira opozicija ali pa bivši vladni trojček komunicira, da bodo zdaj plačane usluge za Black Cube zgodbo. Zdaj, jaz se strinjam z Alijem, da mislim, zato ker so to rekli resni ustavni pravniki, da je strašansko malo možnosti, da bi se razveljavile volitve. Jaz ne posegam v to, spremljam ves čas in kaj je reklo romunsko ustavno sodišče in tako naprej, govorim z veliko ustavnimi pravniki, ampak to je res v Evropski uniji res neskončno težko, pravno vodotesno reči, te volitve pa niso bile legitimne in seveda pravno povedati ljudem, zakaj ne, kaj je na nje vplivalo. Ampak da so bile vplivane, to najbrž ni dvoma, samo nikoli se ne bodo ali pa cel mandat se bodo zdaj pogovarjali, komu je več odneslo in kdo je bil organizator in komu je več odneslo tisto, kar je bilo v teh posnetkih. Zdaj, preiskovalne komisije, ki so se najprej napovedale, najprej je Svoboda za izraelske obveščevalce in tako naprej, naročnike, vplivanje na volitve in potem takoj aktualna vladna stran, ki reka, mi bomo pa Sovo, policije, odtekanje informacij. To bo, mislim, da bitka številka 1 v parlamentu. Sicer še ne vemo, ker je tudi spremenjen zakon o parlamentarni preiskavi, katera bo sploh dovoljena, ali bo dovoljeni obe, kaj bo s to, ta drugo, policija, Sova, se vemo, da to ne more iti v parlamentarno preiskavo. Bojim se, da ljudje ne bodo, razen popolnega razdvajanja in 2 interpretacij. Eni rečejo, nam je vplivalo, ne, se ste vi, praviš ti, da je Svoboda majčkeno dohitela in tako naprej. To je recimo včeraj v razpravi so govorili SDS-ovi, pravite, vplivalo na volitve, nam je odneslo, ne? Češ, SDS-o je odneslo, mi smo ves čas vodili, potem na koncu pa ste vi dobili 1 odstotek. Mislim, da ni tako preprosto, ampak dvomim, da bojo državljani, ki bi si edini zaslužili, kaj je bilo, je res vplivano, v kakšnem smislu. V Romuniji so to povedali ljudem. V Romuniji. Kakšna je bila vloga TikToka, vseh teh raznih influencerjev, ki se ni vedelo odkot, kje je kaj, proračuna nič evrov za kandidata, pa je galopiral v enem tednu. Kako so algoritmi vse to naredili? Oni so pač razveljavili prvi krog predsedniških volitev. Pri nas je to povsem v megli, če pustimo, da preiskovalni organi nič ne govorijo v tej fazi, o ničemer, v megli in se bojim, da bo na ravni politične debate, kdo je bolj kriv, tisti, ki je to naročil, poiskal tujo pomoč, posnel, ali tisti, ki so govorili, ali tisti, ki so se znašli v posnetkih kot skorumpirani. Mislim, da je to tema številka 1, ena od tem številka 1 za državljane, pa mislim, da bi morali izvedeti, ker mogoče je vplivati na volitve. Mogoče in po vseh razlagah tujih, ki se spoznajo na razne kibernetske in vplivanja na volitve, pa če pustimo Brexit pa Britaniko. To je eden od načinov, To je eden od načinov, da ti zelo dobro ljudem prodaš, tole je korupcija, pa tole je korupcija, to, kar ti misliš, da je korupcija, Ti ne govoriš o celoti korupcije, ampak ti rečeš, tale je skorumpiran, ljudje to posvojijo. Mislim, da je levi pol, ko je videl posnetke pri nekaterih, ki so bili nekoč pač pravosodna ministrica in tako naprej. Mislim, da je bil en del levega volilnega telesa zgrožen na tem. Desni pol, ko je Janša rekel, če bi res mi naročili, da razkrivajo korupcijo
pa da bi jo tako razkrili. In spomenik postaviti, mi smo že čisto pozabili. On je rekel, spomenik jim je treba postaviti, ne pa preiskovati tem ljudem. Ne? To so njegovi volivci, so to vzeli za da. Pravilno je, da se je to razkrilo. Ne? Tako da, se pravi, bojim se, da bo na ravni politične debate, kdo komu, kje, kaj, bistvo, ki nas bi pa moralo skrbeti, tudi zaradi prihodnosti, zaradi vsega, kar torej, kako je do tega prišlo, Tako, kdo je komu kaj obljubil, ni obljubil, kdo je tudi prišel vpliv komu, teh predlagal. influencerjev, 10,000 naenkrat, jih vsako vladno potezo, ne, tako rekoč znegira, ne veš, odkot so, menda z Bližnjega vzhoda, pač vlade takratne Golobove. To so stvari, kjer zunaj politika že daje veliko pozornost, pa Evropska unija se pač pravi, da bo nekaj na tej poti naredila. Ne. Ko ti sploh ne veš, kdo v bistvu vpliva preko vseh teh algoritmov, ne. In to je v Romuniji je Ustavno sodišče reklo, ni bil verodostojen postopek volitev, ker je imel volivec tako izkrivljene informacije. Ne. Parlament, kako zelo je spremenjen, odkar ga vodi Zoran Stevanović? Precej živčen je, no? Tako da tisto, kar sam obžalujem, je, da se ta trend krčenja politične kulture v Državnem zboru nadaljuje. Zdaj, mislim, ta osip spremljamo že ulala časa, no? Ampak se mi zdi, da je zadnje tedne zadeva šla še za en velikostni razred proti dnu, ne? Oziroma navzdol, ne vemo, kje je dno. Ne? Tako da to je škoda, no? Mislim, ta parlamentarizem v Sloveniji to ni nekaj samoumevnega. Ne? Zato, da mi danes parlamentarizem imamo, se je bilo treba prizadevati, se je bilo treba zato tudi nekateri ljudje so za to tvegali, ne? In da se tako nalahko jemlje nastope v Državnem zboru, ne, je nekaj, kar mene osebno žalosti. No. Jaz imam tukaj samo Franceta Bučarja, Ja. predsednika skupščine, ne mi Afne Guncat, kaj bi danes rekel. Mene bolj to, mislim, politična kultura in to, kar zdaj pač tudi predsednik parlamenta in poslanke Svobode ga bodo očitno tožile, to je ena raven. In zaradi besedne zveze je pocestniško obnašanje. Tako, ne? tako. To je šlo na najnižji nivo, ampak sami postopki v parlamentu, jaz ga spremljam, res, se veste, vlada je zaprta, dobi sporočila, je treba in tako strankarsko dogajanje lahko delno zraven spremljaš, parlament pa spremljaš, to je pa videno vse, kakšna je zakonodaja, kakšni so predlogi, kakšna dopolnila. Sicer je dolgočasen posel, bi rekel človek, ampak v parlamentu vidiš vse, kakšna so razmerja, kdo kaj. To, kar so zdaj v tem mesecu počeli, zaslišanja, 3 ure in konec. Vse 2 mislim, da sta potem podaljšala in rekla, bomo še kasneje. Mi imamo interpelacije, kjer vnaprej veš, in SDS jih je vložil še in še v prejšnjem mandatu, 11-12 ur, ko nam gledalci pišejo, ne. Ja, pa se vemo naprej, kaj bo izid, da nimajo dovolj glasov, da nekega ministra zamenjajo. K čemu je teh 11-12 ur namenjenih, ne? Če si takrat to rekel, ne? To je vse debata in to je potrebno in da se slišajo glasovi. Zdaj pa kandidat za ministra, ki bo 4 leta, 3 ure in ne sprašuj več, da ne govorimo o intervencijskem zakonu. Ko so rekli, da bojo amandmaje na zdravstvu, ko smo spraševali, dobiček koncesionarjev, to je najbolj interventna stvar zdaj. Ne, to bomo še mi vse amandmirali. Pride ponedeljek, umaknejo do zadnjega amandmaja vse in je do večera sprejet. Mislim, jaz
res v tem smislu, kaj tazga še nisem videla. To so 3 branja tako težkega zakona, ki jih 10 drugih zakonov omnibus vključuje. Tako da tudi ta razmerja so nevarna, kdo je opozicija, kdo ni opozicija. To ni samo, ne, mi bomo pač podpirali Janševo vlado tam, kjer je, to so vsa razmerja v vseh delovnih telesih, ne, porušena, če nekdo se deklarira formalno kot opozicija, v resnici je pa v koaliciji. To smo 2020 videli, ne, ko je Desus izstopil iz vlade, vsi poslanci so glasovali za Janševe predloge, ker se niso strinjali z Erjavcem. Član Desusa, poslanec Desusa, ki ga je Desus izločil iz svoje stranke, je ostal v poslanski skupini, je vodil odbor za finance. Da ne govorimo potem o Knovsu v zadnjem mandatu. Ena stranka opozicije, NSI, je vodila nadzor obveščevalnih, je vodila nadzor financ. Ves mandat, ker SDS ni želel, oni so hoteli, da imajo oba, ne, ker sta bili 2 opozicijski. Tako da mi smo v tem času že kar nekaj teh razmerij porušili in res prejšnji koaliciji in prejšnji vladi kar orenk črna pika, da nič od tega niso poskušali rešiti. Tale porušena razmerja niso od zdaj. So v zadnjih 6 letih se tako pomalem, pa to je tole, pa ta je opozicija, pa ta ni opozicija, pa kdo kaj vodi. Tako da prelahko vzeto, kaj parlament je. To, kar je Ali rekel, to ni kar tako dano parlamentarna demokracija. Lahko je tudi, ne, če se bomo predolgo šalili, je lahko tudi kakšna druga, ne. Smo prišli zdaj do opozicije, ne? Pa pri tem ne mislim resnice, torej do opozicijskih strank, teh 3. Kakšno je stanje teh 3 opozicijskih strank, je tudi njihova razmerja, ne? Bojo zdaj zelo zanimivo gledati, ne? S tem, ko je prišlo recimo tudi na dan zdaj, kakšno je bilo glasovanje, kako je kdo glasoval ali ni glasoval glede tožbe proti Izraelu, ne? Se že nakazuje, da lahko tudi med temi 3 strankami, ki so bile prej koalicijske, se zdaj, ko bodo v opoziciji, ta trenja še kar nadaljujejo, ne, med nekaterimi. Skratka, v kakšnem stanju je nova opozicija? Ja, jaz mislim, da je treba videti predvsem, v katero smer namerava iti Gibanje Svoboda, ne? Ali je to neka konsistentna skupina ali ne, ker vemo, da je bila sestavljena relativno na hitro, da je šla na volitve in na volitvah zmagala, dovolj prepričljivo, in ta volilna zmaga je bila neka integrativna sila te stranke, ne. Zdaj, v opoziciji težje biti, ne, kot v vladi, zaradi tega, ker je ta integrativna sila, da imaš pozicije v izvršilni veji oblasti, pa tudi v državnem zboru, te sile ni več, ne. In po drugi strani so zagotovo znotraj sedanjih koalicijskih strank neke napetosti zaradi ocen, da so volilni glasovi tik pred volitvami nekoliko migrirali, po moji oceni, predvsem proti Gibanju Svoboda. In iz tega izhaja nekaj ljubosumja. Pa tako, kot sem videl, no, se SD na neki točki ni pridružila skupnim dejanjem Gibanja Svoboda pa Levice, ne. Ja, to je najbolj opazno, tudi po zadnji seji vlade, ne, ko so bili odsotni, sicer Matjaž Han pravi, da ni pripisovati velikega pomena temu, ampak videlo se je predvsem to, ne, Luka Mesec, tako kot ves mandat Golobove vlade, ne, da Svoboda, Robert Golob, mislim, da je bil še Arčon, pa Boštjančič in Luka Mesec precej poenoteno govorijo o enih stvareh. SD je pa
tudi na vseh zaslišanjih, pa vse, kar pove Matjaž Han, ne, on je bil prvi Matjaž Han in so tudi malo zdaj v opoziciji jezni na njega, on vedno, ko pride za govornico, reče, zgubili smo volitve, ne. Pa se obrne proti svojim, zgubili smo volitve, ne. Kar načeloma ni čisto res, ne, ker pač Svoboda je za odstotek, ampak ja, če gledaš pa levi pol, pa ja, je pa seveda, ni se dalo sestaviti koalicije, tako da tukaj bo tudi na zaslišanjih so se zelo različno obnašali SD-jevi pa Svoboda, kaj jih je zanimalo in kako naprej. Tudi večkrat so bili poslanci SD-ja pohvaljeni strani aktualne vladne ekipe, češ to so pa res prava vprašanja, pa konstruktivni. Tudi Stevanović pravi, da so malo drugačni. Da, on jih še posebej pohvali in da imajo dobre govorce in tako naprej. Ampak jaz mislim, da kot opozicija, oni imajo zdaj pač 40 glasov, če so vsi skupaj, da bi neka strašna trenja ali pa nekje izskočila neka stranka ali Levica ali pa mislim, da ne, ampak z manjšimi razlikami, pa bliže, ko bodo naslednje volitve, bolj se bodo poskušali profilirati vsak zase, ampak še vseeno, Golob je nazadnje rekel, pa ne vem, v parlamentu ali na tej tiskovni konferenci, mi imamo pač 40 glasov, ne, kot opozicija v parlamentu, naše orodje bo nagovarjanje volivcev, ne. To, da oni stavijo, mislim, je tudi omenil, referendume, ne. Referendume, tam bomo povprašali ljudi, ker tukaj v parlamentu pač mi nimamo dovolj glasov, da karkoli zaustavimo. Ni, ker jih je 40, ne, tako da stavijo na referendume in na ustavne presoje. In eno in drugo je precej tvegano, če ti samo to ostane kot opoziciji. S tem, da referendum zlasti je tvegan, ne? Zakaj? Zaradi tega, ker pri referendumu je potreben kvorum, ne? In ta kvorum je relativno težko doseči, ne? Zdaj, seveda, da se kvorum doseči pri volilni materiji, ki ima neke emotivne mobilizacijske elemente, ne? Dal se ga je doseči pri vodi, ne? Zdaj, če pa imamo na dnevnem redu neka vprašanja, ki so zelo zapletena, pa hkrati se ne dotikajo prav zelo slehernega državljana, sleherne državljanke, potem računati, da bi lahko nasprotovanje nekemu sprejetemu zakonu doseglo kvorum, je malček iluzorno oziroma vsaj zelo, zelo tvegano, ne. Zdaj, izgubiti na referendumu je pa zoprn, ne, to je zoprn, ne, to utrjuje neko percepcijo, še en poraz. In zadnje 3, pred volitvami so izgubili, medtem ko so jih v začetku mandata leta 2022, vse, kar je Janša predlagal je 3 referendume takoj, ko je izgubil volitve, in vse 3 je Golob dobil, ne, pa osip, ne, tako da se vemo po statistiki, ne, v prvem letu, ko je nova vlada, kot opozicija zelo težko dobiš referendum. Zelo težko, ker rečejo, glejte, se je nova vlada sestavila, res mora biti, kot praviš, neka tema, ki te požene na volišča in vode. Seveda so bile ene take, vemo v kakšnem času je to bilo in to je bila civilno-družbena iniciativa, ne. To je bil 8. marec plus še 5, 6, to niti ni bila politika se je bolj ali manj priključila, tako da igranje na karto referendumov za več tem, ki se jih ne bo dalo urediti v parlamentu oziroma jih zablokirati na nek način. Je lahko bumerang. Je lahko bumerang. Videli bom pa intervencijski, ne, kaj bo reklo Ustavno sodišče, če pa tukaj reče, da se sploh ne sme iti na referendum zaradi tega, ker je nekaj členov vezano na davke, o katerih praviloma naj ne bi glasovali na referendumu, je pa težava dvojna. Janša je včeraj spet govoril o roki sodelovanja, ki da ponujajo vsem. Kakšna je ta roka? V bistvu v opoziciji so povedali vsi trije, da ne.
Je pa res, ne, rečeš, roka sodelovanja, se to je bilo v času Pahorja in tako naprej, pa jo je takrat Borut Pahor oziroma njegova stranka, mislim, da še bila Združena lista, so bili že socialni demokrati, skratka, on jo je takrat sprejel, ne, bomo pri kakšnih projektih sodelovali in potem je ta isti SDS premagal, ne, Borut Pahor 2008, ne, na volitvah. Tako da včeraj, ko smo seveda že par dni sprašujemo in kaj sodelovanje, morda pa SD in tako naprej, vsi rečejo mimo kamere. Mislim, ne morejo nam sodelovanja ponujati ljudje, ki v bistvu vabila na kavo po volitvah niso sprejeli, ne. In zdaj oni mislijo, da zdaj bomo pa mi z njimi pri projektih sodelovali, ampak v resnici so pa toliko ideološko ali vsebinsko, programsko tako proti nam, da nekateri niso želeli niti nadaljevati ali pogledati, kaj jim ponujamo, če bi bila leva koalicija oziroma pod vodstvom Goloba. Tako da tukaj absolutno si ne obetam sodelovanja, niti takega ne na takem nivoju, kot je bilo v času Pahorja z Janševo vlado. Na koncu, kaj bo po vajinem mnenju ta mandat najbolj na preizkušnji oziroma na kaj naj bodo državljani, mediji, javnost najbolj pozorni? Pustimo se presenetiti oziroma nič nas ne sme presenetiti. Nič nas ne sme presenetiti. Jaz mislim, da mediji in pravosodje, če malo gledam po vzoru Združenih držav, ker nekateri nastavki so enaki, ne, to, kar mi poročamo, to, kar vidite, ne, na ekranih, na spletu, v tiskanem časopisu, to ni nič res, vam bomo mi povedali, kaj je res. Se bojim, da nekaj takega da se plazi k nam, torej mediji in seveda bomo videli pravosodni sistem, tako kot pravi, ali se pa pustimo presenetiti, če ne bo tako, kot je bilo do zdaj v 3 vladah, pač bo absolutno dobro. Če sem malo bolj resen, tisto, kar bom jaz še spremljal, je vprašanje zdravstvenega sistema. Zdaj, pri zdravstvenem sistemu bo nihalo nekoliko zanihalo nazaj, o tem ni dvoma, ali bo nihalo šlo popolnoma v drugo smer. Zdaj, če gre pa nihalo popolnoma v drugo smer, je pa to bo pa to imel zelo neprijetne učinke za uporabnike in uporabnice zdravstvenega sistema, ker postavlja na glavo neko tradicijo, ki v teh krajih ne velja od leta 1990, pač pa bistveno dalj časa. Torej, razgradnja javnega zdravstva. Tako, ja. Okay. Jaz še vedno mislim, pravosodje, ta skok me zanima, ali bodo razdrte nekateri organi, ki so zdaj vzpostavljeni, ali res gre za boj proti korupciji, okrepitev tožilskih vrst. Mislim, kot novinarka, ne samo kot državljanka, kot novinarka si želim, da bi to bilo to. Ampak v tej vladi so ljudje, ki niso protestirali, ko se ni delegiranih slovenskih tožilcev imenovalo. Evropska unija je pa organ, Evropsko tožilstvo naredila zato, da se ne more goljufati z evropskim denarjem. To, kar zdaj pravijo, da želijo boj s korupcijo. Tako da tukaj čakam rešitve. Je bilo rečeno, da bo do zasedanja prve seje vlade, da bo ta zakon spisan, pa ga demokrati še niso dali. Najbolj se pa bojim, da bo to se sme preganjati in to ne. Ker včeraj je že bilo na kamero izrečeno, ta preiskava in pripor moravškega župana, to pa res ni glavni problem korupcije. Zdaj, če bomo tako eno tako delo, ena taka stvar, kot je pač župan Moravč, to ni odločil en človek, ne en policist, ne en tožilec, ne en sodnik, vse vemo, kako se pride do pripora. Zato z enim stavkom rečeš, to ni nič, gledajte, je hujša korupcija. Če bo šlo v tej smeri, bo napačno. Ampak pustimo čas v čas. In nič nas ne sme presenetiti. Hvala lepa obema za vajine komentarje. Hvala. Hvala za vabila.